Žoga je okrogla. Lepo pozdravljeni, konec je državnih prvenstev v večini evropskih držav. Arsenal je angleški prvak, Juventus in Milan sta ostala brez lige prvakov, v Sloveniji pa je novi prvoligaš Brinje. Tokrat bomo izbrali najboljšo enajsterico prvenstva. Ta konec tedna finale lige prvakov med Arsenalom in Parizom, čez dobra 2 tedna pa se že začne svetovno prvenstvo, ko bo žoga z vami 2-krat na teden. Danes posebna izdaja, kajti na koncu lahko prisluhnete ponovitvi serije 4 oddaj o zgodovini svetovnih prvenstev. Zdaj pa torej o aktualnostih. Skupaj smo Jože Pepevnik. Zdravo. In Boštjan Janežič. Dober dan. Moje ime je Luka Petrič. Prvi polčas. Zadnji krog ni prinesel večjih premikov v prvi ligi. Bravo se je zmagal proti Olimpiji utrdil na 3. mestu po svoji najboljši sezoni doslej, prvič več kot 60 točk. Maribor pa je zmagal proti Aluminiju, Jože, z golom najmlajšega strelca kluba v prvi ligi. Ja, vratarski trenerski dvojec Piri Handanović je priložnost ponudil številnim mladim nogometašem na zadnjih 2 tekmah slovenskega prvenstva. Taj Primc je postal najmlajši mariborski nogometaš z golom v članski ekipi pri 17 letih in 23 dneh, če se ne motim. Nejc Zviher je bil pred tem rekorder, ampak tudi te 3 točke na koncu so bolj kozmetični popravek za res slabe sezone mariborskega kluba. Velikokrat smo v tej oddaji, pa tudi kje druge seveda lahko slišali, prebrali, kaj vse je šlo za Maribor narobe v letošnjem prvenstvu. Mislim pa, da je glede na finančni vložek v to ekipo to najslabša mariborska sezona v samostojni Sloveniji. Vem, Maribor je takrat pred dobrimi 20 leti enkrat igral tako imenovano ligo za obstanek, ampak takrat je bilo vse skupaj že nekako se je izpelo iz tistega uspešnega obdobja. Klub je že šel nekako po poti neke sanacije oziroma k precejšnjemu zategovanju pasu in tista liga za obstanek ni vendarle bila tako v bistvu rezultatsko katastrofalna, kot je to zdaj, ker naj bi šlo za morda celo, vsaj kar se plač tiče, najdražjo ekipo v zgodovini Maribora in to je res 5. mesto. Pogovarjali smo se spomladi, ali lahko Mariboru grozi Celje, o 5. mestu pa nikoli nihče ni nič rekel. Ja, na koncu 2 točki za Olimpijo. Maribor, predvsem pa oči bode, da je Maribor prvenstvo končal 9 točk za tretjim Bravom in 14 točk za drugouvrščenim Koprom na vrhu s prednostjo 7 točk, pa torej na 1. mestu Celjani, 6. so Radomlje, na 7. mestu Aluminij, 8. Mura, 9. pa Primorje, ki bo v dodatnih kvalifikacijah igralo z Nafto. Jože, kaj presenečenja v severovzhodnem delu Slovenije, da Nafti na koncu ni uspelo v tekmi proti Triglavu, ki, ja, smo že zadnjič govorili, od februarja oziroma od novembra do predzadnjega kroga ni izgubil v drugi ligi, ampak tokrat ni imel zakaj igrati v tem zadnjem krogu le za čast. To pa je bilo dovolj, da je izvlekel točko iz Lendave, Brinje pa je zmagal proti Bilju, osvojila drugoligaški naslov. Ja, nenavaden in nepričakovan na koncu par teh dodatnih kvalifikacij. Nafta, ki je v bistvu vsaj njeni nogometaši zelo razočarani seveda po tem, kar se jim je zgodilo v zadnjih 2 krogih druge lige, in na drugi strani Primorje, ki se v tej prvoligaški pomladi nikakor ni sestavilo in uspelo ujeti pravega ritma, tako da veliko bo v teh 2 tekmah verjetno odvisno od nekega dnevnega navdiha. Res težko bi rekli, kdo je tu favorit, ker pač po eni strani imamo drugoligaša, ki pa je vendarle bolj navajen zmagovati proti torej Ajdovcem, ki branijo prvoligaški status. Veliko presenečenje seveda. Zlobni jeziki pravijo, da z razpletom morda madžarskih volitev se je tudi nogometna realnost v teh klubih, ki so blizu Madžarske, tako ali drugače, pa ne samo v Sloveniji, tudi drugod v državah nekdanje Jugoslavije, da se je ta nogometna realnost zdaj nekoliko spremenila. Videli bomo, ali to res drži, ampak zato verjetno ni,
ni to nekaj, kar bi vplivalo na rezultat ene tekme ali pa rezultat enih dodatnih kvalifikacij, ampak se bo verjetno skozi mesece in pa leta poznalo, če je dejansko kaj na tem. Ampak ja, v vsakem primeru res, to je, mislim, met kovanca enostavno. Nafta Primorje, res ne vem, koga bi tu izpostavil kot favorita. Da obrazložimo, torej Nafta, dober primer je tudi Osijek v hrvaški ligi, precej težav tega kluba v zadnjih mesecih sta bila precej v zadnjih letih financirana strani madžarske vlade pod vodstvom Viktorja Orbana in ja, vprašanje, kako bo s to podporo, potem ko je Orban izgubil volitve v naslednjih letih. Izbrali pa smo tokrat, torej ob koncu sezone, najboljšo enajsterico prve lige v podcastu Žoga je okrogla. 6 članov redakcije jo je izbralo ob stalni četverici, torej na strehi in Marko Cirmanu, še Sandi Škvarč in Tomaž Langerholz, torej šesterica novinarjev naše redakcije, ki največ spremlja domači nogomet. In tokrat je le en nogometaš prejel vseh 6 glasov, to je Josip Iličić. Me je kar presenetilo, da je bil on edini. Boštjan, koga si ti kot prvega postavil v svojo najboljšo postavo? Ja, kar Mitterendorferja in Iličića, pa tudi Bristriča, ki je blestel spomladi, ampak bil je med prvimi Josip Iličić. Omenil torej enega v napadu, enega v vezni vrsti, enega v obrambi. 5 glasov so prejeli Juanjo Nieto in Žan Krničnik, tudi Svit Sešljar in v napadu Josifov ter Babola. Moram reči, da ja, Josifov je bil zame eden izstopajočih. Jaz sem njega kot prvega postavil v to postavo, pa tudi Juanja Nieta. Se mi zdi, da je takšen igralec, kot je, velikokrat smo se že pogovarjali, zelo težko je proti njemu igrati. Igralec, ki ga želiš imeti v svojem moštvu in ne želiš igrati proti njemu. Ta dva igralca sem jaz prva postavil v najboljšo postavo. Jože, tvoje izbire? Jaz sem najprej se ubadal s Celjani, tako da ni bilo nekega dvoma za Svita Sešljarja, Juanja Nieta in pa Žana Krničnika. Sploh slednja dva se mi zdita, da bosta zelo manjkala Celju, če bosta res zapustila to ekipo. Predvsem zaradi nekako načina, na katerega Celje igra, ko sta oba na igrišču ali pa ko en manjka, takoj vidimo, da so stvari drugačne. V svojo najboljšo enajsterico sem pa, ne da sem največ razmišljal, ampak sem nekako te neke kriterije v glavi imel okoli izbora napadalcev in sem se potem odločil za Franka Kovačevića, čeprav je igral samo pol sezone v slovenskem prvenstvu, ampak dosegel tistih 11 golov in iz v bistvu identičnega razloga nisem izbral Benjamina Teteja, ker Benjamin Tete pa je imel celotno sezono, pa je na koncu komaj da zmogel tisti en gol več, točno pol leta Benjamin Tete ni zadeval, od 23. novembra do 23. maja in se mi zdi, da je ta stanovitnost ne samo njemu individualno manjkala skozi celotno sezono, ampak da je zelo drago stala na koncu koncev tudi nogometaše oziroma mariborski klub, tako da ja, to je bila nekako moja izbira. Benjamin Tete je dobil en glas, na koncu tudi najboljši strelec lige z 12 goli skupaj z Nikito Josifovom, sicer pa v napadu Matondo, Bristrič, kot si prej že omenil, Boštjan in Kovačević pri 2 glasovih, Leo Rimac pa se je s 3 uvrstil v našo prvo postavo prve lige. Boštjan, prej si rekel, koga si najprej dal, kje pa si imel največ dileme? Dal sem 3 Celjane, 3 nogometaše Kopra, 3 Brava, po enega Olimpije in Maribora. Tam sem se prav ukvarjal pri Mariboru koga, Teteh ne, zaradi spomladi. Pejčiča sem potem dal, z njim sem se kar precej ukvarjal, da je kakšen izmed mladih nogometašev tudi v enajsterici, pa na boku, da je saj nekdo iz Olimpije, pa če tudi si to morda ni zaslužila, sem potem novega reprezentanta Urbančiča kot 11. zapisal v to enajsterico. Jaz sem tu povsem drugače razmišljal kot Boštjan in dobro je, da drugače razmišljamo, ker kot sem razmišljal pri enajsterici, mislim, če bi bil to
recimo, če bi bil tu Aluminij ali pa če bi bile tu Radomlje na 4., 5. mestu, bi seveda gledal, ne, in razmišljal. Zdaj, pri Olimpiji pa Mariboru pa se mi zdi, da so standardi vendarle tako visoko postavljeni, vsaj po mojem mnenju, da si res, mislim, tudi nihče takole ni izstopal, ne, da bi si zelo zaslužil. Veliko več je bilo razočaran kvečemu v obeh ekipah, tudi posamično gledano. Mi je pa nekaj zanimivo, pa me morda zanima vajino mnenje, če je bolj vprašanje o celotni ligi. Maribor in Olimpija sta točkovno najbolj skupaj. Ne? Vsi ostali klubi pa so točkovno zelo narazen. Najmanjša razlika je 5 točk med Koprom in Bravom, vsi ostali so pa praviloma 5, 8, 10, 12 točk narazen. Liga je zelo, zelo razdeljena. In dobro, vse nekaj se zgodi v zadnjem krogu 2, ne, ko potem neko moštvo pade, neko moštvo se dvigne, pa se ta slika popači. Ampak res imamo eno ligo, kjer ni bilo na koncu nekih dejanskih bojev za direktna mesta. Res, moram pa reči, da to je redko v slovenski ligi, kajti skoraj vsaki sezoni vidimo veliko več in v boju za obstanek in v boju za evropska mesta in tudi sicer, če zdaj govorimo, torej, v tem primeru je za vsako mesto je kar velika razlika, ampak je ponovadi bolj tesno. Zakaj se je to leto zgodilo? Se mi zdi, da ravno zaradi tega, ker sta Olimpija in Maribor toliko točk izgubljala proti vsem, da se je potem na ta način to predvsej bolj razpršilo in odprlo. In tudi na koncu sezone Koper in Bravo v fantastični formi sta tam naredila velik korak. Mura in Primorje bi bila bliže, lahko morda skupaj, če ne bi Muri uspel dober niz na koncu. Morda Aluminij bi bil višje, če se ne bi obremenjeval s pokalom v zadnjih tednih in bi tam bila kakšna majhna razlika, ampak res zanimivo, ker to se pa res skoraj nikoli ne zgodi. Rekel si 5 točk med Koprom in Bravom, 5 tudi med Aluminijem in Muro, ampak da je 5 točk razlike, najmanjša razlika med sosedoma na lestvici, je pa res nekaj fascinantnega. No? Še nekaj bi tudi dodal, da je Celje v bistvu, zdaj ko gledamo formo za nazaj, Celje odločilne korake, vsaka točka je enaka drugi, ne, in enako šteje, ampak je odločilne korake do naslova, do te razlike v bistvu storilo v prvi četrtini prvenstva, ker če odštejemo prvih 9 krogov, ko je še nastopalo vseh 10 ekip in štejemo samo zadnjih 25, ne, je na vrhu Koper z 50 osvojenimi točkami. Ne, in potem, ko manjšamo ta časovni interval, Koper ostaja na vrhu, zadnjih 15 krogov pa je denimo celo Bravo najboljši, ne? In v zadnjih 10-15 krogih sta Bravo in Koper najbolje finiširala, tako da je tudi zaradi tega nočem, da izpade, da sta Bravo in Koper samo izkoristila krizo Maribora in Olimpije, ampak sta dejansko z rezultati, z serijami zmag storila tisto, kar smo pričakovali od Maribora in Olimpije. Ne? Zmagovala sta v seriji, sama sta si priborila to drugo in 3. mesto in bosta, povsem zasluženo sta tam, kjer sta. Pa vendarle tudi pri tako Kopru kot Bravo gre za dolgoročnejšo vizijo, sploh pri Bravo lahko o tem govorimo, kajti to so koraki, ki jih klub dela že vrsto let, da je postavil nekako svojo mejo pri 50 točkah najprej, že to je bil velik korak, tokrat pa pri 62 najboljša sezona, torej doslej po zaslugi 3. mesta bo Bravo torej drugič igral v Evropi v prihodnji sezoni. Boštjan? Z 2 tekmama manj je Bravo prišel do rekordnega izkupička. Morda sta spomladanski prelomni točki tudi neodločen derbi v Stožicah, pa zmaga Celjanov proti Koprčanom, da se je takrat tudi morda začela ustvarjati ali pa potem ob vseh že omenjenih stvareh tudi ta razlika na lestvici. Gremo nazaj še k najboljši 11-terici. Omenil sem napad, postavili smo najboljših 11 nogometašev v prvi ligi v postavitev 4-3-3, v napadu Josifov, Babola in Rimac, torej igralci Celja, Brava in Kopra. V vezni vrsti 2 Celjana, Sešljar in Kvesič, 5 in 4 glasove, največ 6 Josip Iličić, v obrambi 2 spet oba bočna igralca Celja, Njeto in Karničnik, štoparje pa Mittendorfer in Tojbib.
Bibu, torej spet igralca Kopra in Brava. V vratih pa ste izbirali med Jurharjem in Lebanom in na koncu je Jurhar, torej vratar Kopra, dobil 4 glasove. Grem skozi celotno enajsterico še enkrat. Jurhar v golu, Njeto, Mitterndorfer, Bibu in Krničnik v obrambi, Sešlar, Kvesič in Iličič v vezni vrsti, v napadu pa Josifov, Rimac in Babula. Gremo še k slovenski reprezentanci. Boštjan Cesar je objavil svoj drugi seznam, manjkajo nekateri poškodovani za tekmi s Ciprom in Hrvaško, Elšnik pa Šeško, zraven pa je prvič Tijan Nalkoren. Že pri 16 letih sem bil kar presenečen, ko sem zagledal njegovo ime na seznamu, torej nogometaš rojen leta 2009, leto preden je njegov oče popeljal Slovenijo oziroma zaigral Slovenijo, tudi zadev na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki. Sta bila tudi vidva presenečena, da se je znašel gor? Kar nekaj poguma ob tej potezi selektorja Cesarja, ampak da je tako storil, kot je govoril, da igrajo dobri, ne pa izkušeni in starejši. Dobro sezono je imel Koren v Belgiji in je presenečen, tudi mene je presenetilo, ampak bolj ko gledam in razmišljam, prihodnji mesec oziroma julija bo star 17 let in potrebujemo nekoga, motor igre na sredini igrišča, pa če se bo potem on tu dobro znašel s pomočjo starejših, bi lahko Slovenija tudi kaj pridobila. Igral je v drugi belgijski ligi, tudi v mladinski ligi prvakov, član klub Briža oziroma Brugeja, če želite po nizozemsko, po flamsko izgovarjati ime tega kluba. Je pa Cesar tudi govoril o tem, da je imel privilegij ga trenirati tisto leto v Mariboru, ko je bil glavni trener. Kakšen sloves je Tijan Nalkoren tedaj ustvaril v Mariboru? Vem, da že nekaj časa govorimo o njem kot o največjem slovenskem nogometnem talentu, Jože. Verjetno bi Tijan Nalkoren lahko dobil priložnost tudi v članski ekipi Maribora, če bi razmišljali v klubu podobno takrat, kot razmišljajo morda danes v zadnjih krogih prvenstva. In če bi seveda v prvi vrsti tudi on in njegov oče in tudi njegovi zastopniki razmišljali podobno, ampak nekako je bilo vedno znano, da bo Tijan Nalkoren zapustil Ljudski vrt in se kar hitro v mladih najstniških letih podal v kakšno od elitnih evropskih nogometnih akademij. Takrat se je nekaj časa seveda omenjalo tudi Salzburg, ki je tu na bolj našem območju sinonim za to, ampak ja, mislim, da je na koncu šlo za neki džentelmenski dogovor med torej klubom in mladim igralcem oziroma njegovim očetom, da Maribor je dobil neko odškodnino za Tijana Nalkorena, mislim, da celo več kot 1 milijon evrov odškodnine uradno, čeprav fant ni odigral nobene članske tekme za vijoličaste in morda ga tudi zato v bistvu v Mariboru niso nekako forsirali v prvo ekipo, da ne bi prišlo do morda kakšne poškodbe, kakšnega nepričakovanega zavoja v tem scenariju, ki je bil že nekaj časa spisan. Med tistimi, ki doslej še niso zaigrali za reprezentanco, pa je zraven prvič tudi Ester Sokler. Slovenija bo torej igrala v tem zadnjem terminu v tej sezoni, v tem poletnem terminu proti Cipru. To bo domača tekma v Stožicah naslednji četrtek, potem pa še v Varaždinu proti Hrvaški v nedeljo. Drugi polčas. Ok, gremo po Evropi. Najprej k tebi, Boštjan. V Švici si, tam je namreč svetovno prvenstvo v hokeju na ledu, tam pa si tudi spremljal finale švicarskega pokala s slovenskim pridihom, pa ne le zaradi tega, ker je na semaforju pisalo SLO St. Gallen, torej to sta bila tekmeca. SLO je namreč Stade Lausanne-Vichy, ki pa ga trenira Dado Stevanović. Slišali bomo čez nekaj minut pogovor z njim, ki ga je Igor Tominic naredil z njim začetek meseca. Kakšen pa je bil finale, zmaga za favorita St. Gallena proti drugoligašu s 3-0 na koncu?
Ja, izkušnje so z višje ravni so St. Gallenu prinesle uspeh. St. Gallen je že nekako, ko je bilo na igrišču po 11 nogometašev, še vseh 22, prepustil posest drugoligašu. Trener St. Gallena Maassen je imel tudi veliko podporo oziroma njegovi igralci na stadionu v Bernu. Skupaj je bilo 30.700 gledalcev. Malce pa je morda, ko je bil nevarnejši že v igri 11-11 St. Gallen, bilo pomisliti vsaj, ko je vratar Vatkovjak napravil prekršek izven kazenskega prostora z neposredni rdeči karton, da bi potem, tik pred polčasom, da bi potem v drugem polčasu lahko prišli do kakšne priložnosti, omembe vredne tudi nogometaši iz Lozane, ampak hitro, že po 20 minutah drugega polčasa je bilo 2-0, potem pa so nekako bolj štedili moči ene in drugi. Poskušali so jasno še nogometaši Lozane, ampak St. Gallen je raztegnil igro, dosegel še tretji gol povsem v zaključku tekme v sodnikovem dodatku, ampak dobro vzdušje, dobro pripravljene finale švicarskega prvenstva, potem pa nekako vendarle na igrišču je bilo vse po pravilih. Večji je bil precej boljši na koncu prvoliga St. Gallen, zasluženo osvojil pokal po zmagi s 3-0. Ja, tokrat torej ni bilo čudeža v Bernu kot leta 1954, ko je Nemčija v finalu premagala Madžarsko, zelo izrazito favorizirano Madžarsko tedaj na svetovnem prvenstvu. Kljub vodstvu Madžarov z 2-0 so potem Nemci prvič po zmagi s 3-2 postali svetovni prvaki, tokrat torej 3-0 za St. Gallen. Dado Stevanović pa nekdani slovenski reprezentant, ki vodi Stade Lausanne v Ši. Igor Tominec se je torej z njim pogovarjal. Stevanović pa je tudi govoril o tem, da si želi v prihodnosti, da je to tudi eden njegovih ciljev, postati selektor slovenske reprezentance. Ja, Dalibor, po 20 letih spet snemamo, vmes ste ogromno držav zamenjali, na koncu pa ste se ustalili v Švici, zagotovo takrat pred 20 leti ne bi niti pomislili na to, ampak delujete v Švici v drugi ligi kot glavni trener in kaže, da v dokaj urejenem okolju in da ste se dobro usidrali tukaj. Res je, 9 let smo že tukaj v Švici. Če bi mi nekdo pred leti rekel, da se bom po tolikih državah, ki sem jih zamenjal, da se bom ustalil 9-10 let v neki državi, mu seveda ne bi verjel. To je življenje, mislim, da smo kle na nekem v dobrem okolišu, v dobrem mestu, Lozana. 7 let smo bili v Ženevi, zdaj 2 leti v Lozani, tako da Švica je nekako država urejena, organizirana, tako da če spoštuješ njihova pravila in pa če se prilagodiš pač življenju, kakršen je tukaj, mislim, da je veliko več pozitivnih stvari kot negativnih. Zdaj ja, trener v drugi ligi, že drugo leto kot glavni trener, predtem 4 leta pomočnik. Dobro nam gre, zadovoljen sem. Smo v finalu pokala Švice, naredili smo zgodovinski uspeh za klub in pa tudi zadnjih 25 let v Švici še noben ni naredil takšen uspeh, tako da pozitivno vse. Lozana ima 2 nogometna kluba, vi delujete v tem manjšem. Povejte mi, da so to derbi tudi v švicarskem okolju, to verjetno ni Partizan, Crvena zvezda, to, ali pa ne vem, Olimpija, Maribor, če vzamem iz slovenskega prostora, kako je s tem v Švici? Ni spet to takšen derbi, mislim, je mestni derbi, ki igramo proti njim, ampak oni imajo v bistvu v ozadju zgodovino in pa tudi veliko število svojih navijačev, mi nažalost tega nimamo, zaradi tega že z tega vidika je težko primerljivo to kot nek velik derbi. Je pač mestni in to je to. Dobro sodelujemo z njimi, oni so velik klub, ogromen klub, imajo 10-krat večji budžet od nas, ampak za nas je pozitivno že to, da naši igralci, ki se pokažejo tukaj, so hitro čez v njihovem klubu, tako da je tudi nekateri igralci, ki imajo zdaj tudi vidno vlogo v reprezentanci Švice, ki so bili pri nas, pa so kasneje igrali tudi za to drugo Lozano, tako da dobro sodelovanje. Ali je trenerski kruh v Švici
bi rekel, nekoliko bolj dolgoročen ali so razmere bolj urejene, ker vemo, da v slovenski ligi marsikakšen trener se dobesedno ne more dokazati, ker je že prehitro zamenjan. Kako pa je s tem v neki tradicionalni, konzervativni državi, ki dela na dolgi rok večino stvari? Pa dobro, zdaj gledano na naš klub, mislim, da je to dosti pozitivno. Zdaj, trenerski posel je pač nehvaležen in mislim, da tudi v Švici je dosti klubov, če gledamo ali prva ali druga liga, ki tudi odpuščajo trenerje po nekaterih slabih rezultatih. Tako da mislim, da to ni do države, mislim, da je to predvsem do kluba, ali verjamejo v trenerja, ne verjamejo, ali hitro padejo pod vpliv par slabih rezultatov. Tako da mislim, da je to vprašanje v bistvu, oziroma odgovor na to vprašanje, mislim, da je v vsaki državi zelo podobna zadeva, odvisno je seveda od kluba. Povejte pa mi, kakšna je vaša trenerska filozofija? Ker mi je bilo zanimivo to, kar ste pokazali v klubskih prostorih na steni, ta indeks, kako bi rekel, napadalnosti, visoke postavitve, kljub temu, da ste drugoligaš in da pravzaprav verjetno tudi igralski kader ni, bi rekel, tisti ravno najboljši za švicarsko okolje, pa vseeno vam uspeva uveljavljati neko filozofijo. Seveda, z budžetom, ki ga imamo, enostavno si ne moreš nekih velikih stvari privoščiti, ampak vseeno mislim, da ta naša filozofija igre oziroma nogomet, ki ga jaz gojim, je visoki pritisk, odvzeti žogo čim višje, po odvzeti žogi, da si čim bližje nasprotnikovemu golu. Tako da to je ta nek PPDA indeks, ki kaže, da smo 6. na svetu, 4. v Evropi, odvzamemo žogo dokaj hitro nasprotniku, že na njihovi polovici, tako da to je pokazatelj tega, da dobro delamo, da smo na dobri poti, da igralci dobro asimilirajo trenerjeve zahteve, tako da jaz sem zadovoljen z tega vidika. Kako ste prišli do svoje te trenerske vizije, za katero pravite, da je treba igrati, da je to moderen nogomet, visok pritisk, ali ste do te filozofije prišli prek svoje igralske kariere, je mogoče kdo od legendarnih trenerjev vplival na vas? Dobro, jaz sem zamenjal ogroman trenerjev, od vsakega trenerja vzameš določene pozitivne stvari, spremljaš pa tudi v bistvu razvoj nogometa in mislim, da mi je predvsem to malo odprl oči, se pravi, da vidim, v kateri smeri gre nogomet in nogometaši danes so postali atleti, ni to kot pred 20 leti, ker je se vse polagal na tehniko, danes, če nisi fizično pripravljen, je zelo težko in zdaj, če pogledamo najboljše ekipe, kot so Paris Saint-Germain, Bayern München, naprav, oni gojijo neke vrste takega nogometa in mislim, da bo nogomet šel če dalje več v tej smeri, se pravi, da bo te nizke postavitve nekako izumirajo, po mojem mnenju, zdaj ni pa to pač, da se pač nogomet tako ne bo igral, ampak mislim, da za gledalce, da je dosti bolj zanimiv ta nek nogomet z tranzicijami, kjer je veliko več dogajanja na igrišču, se pravi, v visokem pritisku, odvzeta žoga, kratke tranzicije, veliko več priložnosti za gol, tako da mi gojimo takšen nogomet, smo uspešni, tako da to je to. Zdaj zaradi svoje uspešnosti seveda mislim, da prihajajo tudi telefonski klici na vaš naslov. Agenta nimate, se pa kar sami pogovarjate v teh telefonskih klicih in mi povejte, jih je veliko, je na vidiku kakšna sprememba v vaši karieri? Zdaj, jaz se hočem dokazati tukaj v Švici, tukaj sem že nekaj let, drugo leto kot glavni trener. Cilj je, da se pokažem tukaj, enostavno agenta ne rabim tukaj v Švici, vsi me že poznajo, tako da klubi me že sami kontaktirajo, ali je to športni direktor, ali so neki drugi funkcionarji v klubu. Se ne obremenjujem, resnično se ne obremenjujem s tem, moja prihodnost verjamem, da bo svetla, meni je bolj važno, da delamo korektno, pošteno, da garamo in da pokažemo to, kar delamo na treningu, da pokažemo na igrišču. Druge priložnosti, projekti bojo pa prišli sami od sebe. Švicarski novinarski kolega mi je včeraj povedal, da vas je enkrat vprašal, če razmišljate tudi o selektorski vlogi, oziroma če so to vaše sanje, pa je rekel, da je bil odgovor, ne, to niso sanje, to je dolgoročni projekt. Absolutno, se pravi, tako kot sem imel priložnost igrati za nogometno reprezentanco Slovenije,
kot igralec, to pričakujem v neki prihodnosti tudi kot trener. To je moj cilj, ampak vse v pravem času. Mislim, da je še ogromno stvari pred mano, učim se, delam, sem pripravljen se učiti, to je najbolj važen, tudi selektorski stolček v neki prihodnosti, zakaj pa ne. Gremo po ostalih evropskih državah. Anglija, zadnji krog, Sunderland, Bournemouth in Brighton so se uvrstili v Evropo ob tistih klubih, ki gredo v Ligo prvakov. Chelsea in Newcastle sta ostala praznih rok, Tottenham pa je na koncu vendarle obstal, potem ko je v zadnjem krogu uspel premagati Everton. West Ham pa je tako odpotoval v angleško drugo ligo. Sam sem spremljal dvoboj Brightona in Manchester Uniteda, kjer me je v bistvu navdušilo, kako zavzeto je United odigral tudi zadnjo tekmo. Bruno Fernandes je prišel do 21. Rekord. Asistence v sezoni, kar je rekord Premier Lige. Ja. Sicer pa na drugih... Roy Keane did not approve. Ja. Sicer pa ostale tekme, ni se veliko dogajalo, potem v tistem drugem polčasu čakanje Brightona, če bo na Anfieldu ostal rezultat takšen, kot je bil, in če bo tudi Sunderland ohranil svojo prednost. Pri Chelsea očitno bodo jokali ali pa ne bodo jokali. Mislim, da ne bodo. Mislim, da je klubom, kot je Chelsea, pravzaprav prednost, da ne igrajo v Evropski ali v konferenčni ligi, ker se lažje osredotočijo na prvo ligo in se mi zdi, da je pač, če ni Liga prvakov, za te klube celo bolje, sploh v sezoni, kot bo prihodnja, ko pride nov trener z novo filozofijo, z precej velikimi novimi močmi, si bodo želeli imeti več prostega časa med tekmami, da se bodo lahko lažje osredotočili na boljše predstave v ligi. Ja, na koncu je tudi Tottenham kar zanesljivo, vsaj v zadnjem krogu zanesljivo obstal, tako da vedeli smo, da bo en londonski klub izpadel, West Ham pa je na koncu res bil premalo stanoviten skozi celotno sezono, preveč je bilo neke turbulence in morda pa na koncu vsaj bilo 7 londonskih prvoligašov. Naj se tudi geografsko gledano zdaj stvari spet malo premešajo, tako da z tega vidika ne bo velike škode. Pa West Ham seveda velik klub, zgodovinsko zelo pomemben, ampak na koncu koncev to lahko rečemo za 20-30 angleških klubov, tako da nekdo pač mora izpasti. Za vrh lige sem bil pa že, če lahko dodam, optimističen že v prejšnjih žogah, ko ste bili bolj skeptični za naslov Arsenala, sem ga kar hitro potiskal proti vrhu, manj pa sem spremljal zdaj boj za obstanek v Angliji, ampak Arsenal je na 2 frontah vendarle vse skupaj odlično izpeljal. Je res in na koncu kakorkoli zasluženo prvak. Mnogi so sploh po tisti medsebojni tekmi pričakovali, da bo City vendarle povlekel in našel tisto svojo tradicionalno formo ob zaključku sezone, ko ni za zmage in ga je težko ujeti. Je bil Liverpool velikokrat v tem položaju in ga ni ujel, tokrat pa je večkrat spodrsnilo. Vendarle ni to isti City kot v tistih minulih sezonah. Je pa bila to tudi zadnja tekma za mnoge pri Liverpoolu, za Robertsona in Salaha. Se mi pa zdi, da še največje slovo v Angliji pa prinaša odhod Pepa Guardiole iz Manchester Cityja, ker to pa je neko obdobje, ki ga je zaznamoval, spremenil klub. Rekli so, sem ravno poslušal pred dnevi, da so mu zgradili cerkev in da je on jo uspel izpopolniti, ampak hkrati pa se mi zdi, da klub zdaj prepušča v zelo dobrem stanju svojim naslednikom. Ni to takšen položaj, kot je bil recimo pri Alexu Fergusonu, ko je zapustil United, pa je bil on capo di banda in je vse šlo prek njega. Tu je vendarle, se mi zdi, da ustroj celoten Cityja kar dobro pripravljen za to, da bo še naprej lahko prevladoval klub ali pa ostal pri vrhu angleškega prvenstva in tudi evropskega nogometa. Enzo Maresca, Jože, tvoj pogled na njegov prihod na Cityjevo klop?
Ja, če nič drugega, je zelo podoben Pepe Guardiola. Ja, Ko ja. pogledaš, sta si Navidezne. nadaleč sta si res zelo, zelo podobna. Ne vem, mislim, vedno je težko prvemu nasledniku. Ne? Vedno je težko prvemu nasledniku, ki pride za nekim velikim trenerjem, tako da jaz pričakujem, da bo ta del neke aure, ne, magije izginil pri Manchester Cityju, kot je hitro potem pri Manchester Unitedu po odhodu Alexa Fergusona. Ja, pri Liverpoolu je ta aura potrebovala 1 leto, da je izginila. Ja. Kar nekoliko nepošteno v bistvu do dveh odhajajočih pri Liverpoolu, sploh do Moja Salaha. Mislim, nepošteno. Pač njun odhod je padel v senco odhoda Pepa Guardiole, takšen sem jaz dobil občutek. Pa tudi zato, ker se je pač Guardiola od Cityja poslovil na res pač pozitiven način, ne sicer z naslovom prvaka, ampak takole z nekimi solzami, dobrimi občutki, ne, in to neko pozitivo. Medtem ko je Mo Salah, vemo, da tudi njegove zapise o tem, ampak včeraj pa vendarle bilo, so ustavili tekmo, je šel dol, so mu naredili pač ta špalir, je rekel na koncu, da še nikoli v življenju ni toliko jokal, tudi Robertson zelo čustven vse skupaj, tako da so mu mislim, njegovi eri primerno pripravili tudi v Liverpoolu. Jaz sicer kot tradicionalist in eni kolegi mi pravijo, da sem malo grumpy, ne? Jaz ko vidim špalirje na tekmovalni tekmi, sredi torej prvenstva, ne? Mi je to pač, mislim, naredi špalir po koncu tekma. Ob menjavi se vsi postavijo, zakaj bi se ob menjavi vsi postavili? Tako da, pač ok. Ja, v Italiji velika Milan in Juventus nista prišla do svojih ciljev, do svojih želja, ne glede na to, da ekipi, moštvi nista v dobrem stanju igranem, da je tudi nekaj denarnih težav, pa kako je potem za konec še Bayern osvojil nemški pokal brez kakršnih kolih težav, tako od minusa do plusa. 61 golov Harryja Kanea. 61. Res neverjetno. Fantastično. In tudi, mislim, tile 3 goli na koncu, sploh drugi je bil izjemen, ker ga je dosegel le nekaj sekund potem, ko je najprej zadev prečko z 25 metrov, potem pa se akcija nadaljevala in je res izjemno zadev. Ker pa ni Markota danes z nami, bom povedal, da je Sporting senzacionalno izgubil finale portugalskega pokala. Proti drugoligašu Torreirenseju, oziroma Torreirenseju verjetno. Ja. Ki bo tako igral v skupinskem delu Evropske lige. Torej, Portugalska bo imela drugoligaša v skupinskem delu Evropske lige. Neverjetno. In Torreirense je tudi klub, ki mislim, da ne bo napredoval iz druge lige. Priznam, da zdaj klikam in gledam. Torej, igral bo promotion playoff. Ja, ga še čaka proti Kasapiji. Prva tekma se je končala 0-0, povratna je čez nekaj dni, tako da ni še zagotovo, da bo Torreirense nastopil bodisi kot drugoligaš, bodisi kot prvoligaš v Evropski ligi. Ko smo že ravno pri tistih klubih, ki bodo napredovali iz druge v prvo ligo, tudi Hull City je med njimi, dobil je zgolj v 95 minuti Olja McBurneyja finale kvalifikacij z več kot 200 milijonov evrov. To je tudi materinski, če je Maribor hčerinski, je to materinski klub Maribora in so tudi na družabnih omrežjih iz Maribora čestitali Hallu. Na zgražanje mariborske publike. Jaz moram reči, da sem včasih razmišljam, ali je to bilo PR-ovsko sporočilo za turške lastnike ali je bilo to PR-ovsko sporočilo za navijače Maribora, ker če je bilo za drugo pol, ni bilo najboljše sporočilo. Omenil si, Boštjan, Milan Juventus ostala brez Lige prvakov v Italiji. Komu je prišel v elitno tekmovanje stare celine, kot tudi Roma po fantastičnem zaključku sezone, veliko zmag za rimljanski klub ob koncu. V Franciji je Nica izgubila finale pokala in bo igrala v dodatnih kvalifikacijah za obstanek v prvi ligi. Tam so
vse vzeli in spokali lastniki Manchester Uniteda, torej Ineos, potem ko so veliko vlagali v klub v zadnjih letih, nič pa v minuli in tej sezoni in kar hitro je šlo vse navzdol. Unici morajo zdaj še rešiti svoj prvoligaški status in to proti tradicionalnemu velikemu klubu, proti Saint-Etienne. V Španiji je Girona izpadla, potem ko se je, mislim, da predlani uvrstila v Ligo prvakov. Tudi Majorka bo odpotovala v drugo ligo, pa še beseda o poljskem prvenstvu. Gornik iz Zabrzeja, gostili smo Erika Janžo pred, lahko zdaj že rečem, meseci, je osvojil pokal, kljub pa je tudi prišel v kvalifikacije Lige prvakov kot poljski podprvak. Lech Poznan pa je tam že pred časom osvojil naslov. Luka, Ja. samo še okoli Poljske, ne? Ja? A veš, kdo je dosegel največ golov v poljskem prvenstvu? Mislim, med klubi. Tako Torej, tesno je bilo. Ja, da prvak Lech Poznan jih je dosegel 62. Ja, 62 golov pa je dosegla tudi Lehija Gdańsk, ki pa je na 16. mestu izpadla iz lige. neverjetno. Torej, napadalno najboljša ekipa je izpadla iz lige, ker je Neverjetno, pač res. prejela je pa 65 golov in na koncu bila med tremi izpadlimi. Se pa v prvo ligo vrača Šlonsk Wroclaw z Antem Šimunčo, ki pa ga zdaj v Šleziji slavijo. Pred dodatkom, pred kvizom in pred zgodovino svetovnih prvenstev še kratka napoved finala Lige prvakov. Kdo bo zmagal in zakaj? Boštjan. Ja, Paris Saint-Germain naj bi bil vseeno favorit, čeprav sem prej popihal na dušo tudi Arsenalovim navijačem, zato ker je kompaktnejši, hitrejši, ker je pomlad igral bolje, imel dobre pol sezone, če je bila morda jesen kaj slabša, ko so se še nekako lovili, tako da dajem prednost Enrikeju in njegovim fantom za voljo ravno uigranosti, hitrosti, hitre tranzicije in tudi čvrste obrambe. Ne bo ravno 5-0, kot je bilo lani. Ne bo, ne. Arsenal je v tej sezoni, mislim, da zaostajal za več kot en gol samo pol ure. V celotni sezoni in sicer v finalu ligaškega pokala. Ni pa veliko krat tudi ni vodil za več kot en gol. Ne? Ja. PSG, ga tudi jaz dajem kot favorita, bi pa bilo z nekega zgodovinskega nogometnega vidika, pa morda vendarle prav, da Arsenal osvoji to lovoriko. Vendarle gre za kolikokrat zdaj že 14-kratne? 14, ja. 14-kratne angleške prvake, kar pa ni zanemarljivo. Res. Drugič v finalu Lige prvakov za Arsenal in sicer po 20 letih. Jaz mislim, da je PSG vendarle favorit, ker je v zadnjih 2 sezonah tolikokrat tako suvereno igral, da ga je težko ustaviti. Tudi Arsenalova taktika, kontroliranje tekme in imeti veliko žoge, ampak zelo pasivno, relativno daleč od gola. Se mi zdi, da ima Pariz dobro igro za to, tudi čeprav je Arsenal zelo dober pri branjenju tranzicije, se mi zdi, da je ta pariška tranzicija tako smrtonosna, da jo je težko ustaviti, tako da bi tudi sam dal Parizu prednost v tej tekmi, bo pa precej bolj tesno, kot je bilo lani. Torej za Parižane, ki so drugi zapored v finalu, Arsenal pa po 20 letih spet, ko so proti Barceloni ravno v Parizu izgubili svoj prvi finale Lige prvakov. Sodnikov dodatek. Tokrat v kvizu o angleškem nogometu in sicer Florian Wirtz je ustvaril 57 priložnosti za zadetek v tej sezoni. Le 3 igralci so jih ustvarili več. Kateri 3 igralci so to? Bruno je prvi zelo logični odgovor, 95 daleč pred vsemi. Preostala 2 sta pa zelo blizu 57 ustvarjenim priložnostim Wirtza. En ima zelo, zelo, zelo podoben priimek, drugi pa zelo drugačnega, sta pa oba nosilca svojih reprezentanc na prihajajočem svetovnem prvenstvu. En za sinje modro reprezentanco, en pa za sinje modr klub.
Ta za sinje modro reprezentanco moram reči, da me je malce presenetil. Ta za sinje modr klub. Sinje modro reprezentanco. Ja, sinje modro reprezentanco. To igra za San Marino. Ne. Malce večja. Branilec naslova sinje modro reprezentanco. A ja, seveda, ok. Saj je, sinje Albi modro. Celeste. Ja. Torej, en je krilec, ne? Ja. Ki igra za sinje modri klub, ki se mi zdi, da je kadarkoli ga gledaš, nekaj naredi. Ves čas je pri žogi. Aj Bernardo Silva. Ni, skoraj, ampak še bolj očiten krilec, ki ima, se mi zdi, da mu vsem rečejo, glej, tukaj imaš žogo, tukaj sam vse nared, pa da je Holandu pol spredi. Jeremy Doku. 59. Drugi pa je... A je Enzo Fernandez. Je Enzo Fernandez, bravo. Enzo Fernandez, sem bil malce presenečen. Florian Wirtz je prvi igralec Liverpoola, ki je ustvaril toliko priložnosti za gol v svoji krstni sezoni po 19 letih, ko je to uspelo. A slučajno, veste komu? Po 19 letih? Da. Stevenu Gerrardu? Ne, Gerrard igral prvič, bi rekel, da 25 let plus nazaj. Še več, tam 98. Čakaj, torej, kako je bilo vprašanje še enkrat? Kateri igralec je nazadnje predtem ustvaril več priložnosti, kot jih je Florian Wirtz, in tudi temu igralcu je to uspelo v svoji krstni sezoni? Za Liverpool. Za Liverpool. Torej, iščemo igralce, ki so v svojih krstnih sezonah za Liverpool. 6-7. Xavi Alonso. Skoraj. Mislim, da je 1 let prej, 2 leti prej. Lahko pomagam s tem, da rečem uf. Kaj rečeš? Uf. A ja, Dirk Kuyt. Je bil dober namig. Jaz sem najprej mislil, da si Wolf kot medmet uporabil in bo zdaj dejansko nekaj povedal, nekaj, da razmišljaš. Ne, to je bilo to. In Wolf. Wolf sem, ja. Wolf se napiše v angleščini WOFF, to je zdaj moj segway. West Ham je izpadal iz prve lige in to pomeni, da prvič v naslednji sezoni v angleški prvi ligi ne bo kluba, ki se začne s črko W. A res? Prvič sploh. Od 1888 naprej? Tako je. Neverjetno. Sploh, ker je taka črka. Ne? Mislim, zdaj ni nasplošno najbolj pogosta. Ali veste, kateri klub z W je največ sezon odigral v prvi ligi? Angleški? Ja. Po moje Wolverhampton. Je na drugem mestu 64, en pa je pri 80, ki si ga že omenil. A je West Brom? Je West Brom. Okay. Več kot 60 pa še West Ham pri 61. Naslednje vprašanje pa je, še zadnje v današnjem kvizu, kateri klubi so odigrali največ sezon v angleški prvi ligi? V pravilnem vrstnem redu bi želel slišati prvih 5. Bomo se pri 5 ustavili. Arsenal. Ni na prvem mestu. A ni? Arsenal je torej 106 let zapored ima, pa prej pred Prvo svetovno vojno je imel še 3 sezone, tako da za angleške razmere je predvsem mlad klub. Ja. En klub je odigral veliko večino sezon. Mislim, veliko večino. Seveda, če je na prvem mestu. Ampak res, izstopano. 11. Do pred kratkim je ta klub, preden sta ga prehitela Liverpool in Arsenal, imel tudi največ točk v zgodovini prve lige. Če štejemo seveda za vse zmage, da klub dobi 2 točki, ne pa 3, kot od začetka 80-ih naprej. Ko smo mi odraščali, je bil to klub, ki je bil povsem v vrhu angleškega prvenstva. In ko se je ustvarila Premier Liga, torej leta 92, je bil to član, mislim, da je takrat bila velika peterica. In je ta klub bil član velike peterice, v kateri denimo ni bilo Chelsea, in ni bilo Tottenhama. Potem je velika peterica.
Ni Nottingham Ne, Forest. je Everton. Everton je na prvem mestu. Bravo. Okay. Na drugem mestu? Ali si že rekel Arsenal, ne? Ni na drugem mestu Arsenal. Liverpool. Tudi ni na drugem mestu Liverpool. Aston Villa. Aston Villa je na drugem mestu. Everton 123, Aston Villa 112. Okay. In moramo pri tem upoštevati, da Aston Villa v zadnjih 15 letih ni bila v prvi ligi 5 let, recimo, ali pa 4, nekaj tasga. No? Tako da res fascinantno. Veliko večino svojih naslovov angleškega prvaka, 7 jih ima skupaj, je mislim, da pred letom 1930 osvojila, zadnjega pa leta 81, ko je potem leta 82 postala evropski prvak. Na tretjem mestu? Zdaj pa že mora biti Arsenal počasi. Ni še. Ampak je. Če ni Arsenal, je. A je Manchester United? Ni. Liverpool. Okay. Bravo. 111, 109 ima. Arsenal. Ja. Arsenal, ja. In potem še na 5. mestu 101 sezono v prvi ligi. Klub, ki se je v prvih od teh sezon, skoraj prepričan sem, še drugače imenoval, kot se zdaj imenuje, in tudi igral v drugačnih barvah, kot v katerih zdaj igra. Potem pa je Manchester United. Je Manchester United. Newton Heath. In sicer so bili zeleno-rumeni v barvah Avstralije ali pa bliže Sloveniji v barvah Škofjeločke občine. 6. mesto Manchester City 97, Newcastle United 94, skupaj na 8. Chelsea in Tottenham Hotspur 91 in na 10. Sunderland 88. Sunderland, ki je kot lanski drugoligaš se letos uvrstil v evropska tekmovanja in to po zmagi proti Chelsea v zadnjem krogu se je uvrstil v skupinski del Evropske lige. Jože, Boštjan, super sta bila, super se je bilo z vama pogovarjati, tudi tokrat v nogometu, da ste nas slišali, je skrbel Vlado Jovanovič. Hvala za vašo pozornost. Tudi naslednji teden malce drugačna žoga in sicer televizijska. Simon Šparovec nas bo gostil, govorili bomo o svetovnem prvenstvu, oddaja pa bo na voljo sredi tedna v našem kanalu, torej med podcasti Žoga je okrogla. Ob koncu današnjega podcasta pa torej sledi še serija oddaj o zgodovini mundialov. Posneli smo jih v prejšnjem desetletju, hitro boste spoznali, da moj glas ni takšen, kot je danes, malce višji se mi zdi, da je. Kakšne navezave so tudi malce drugačne kot tedaj, ampak zgodovina se pa odtlej ni spremenila. Od Maradone in njegovih vernikov ter oranžne revolucije, ki je preslikala nizozemski odnos do prostora v nogomet, pa do Garinče z eno nogo, krajšo kot druga, in Ronalda, ki je v prelomu tisočletja pred enim finalom doživel epileptični napad, v naslednjem pa poslal Brazilijo nazaj na vrh sveta. Uživajte, se slišimo.